Časa preiščem, da te najdem. Ampak veš kaj, Zemljani nam eno stvar upravičeno učitajo. Namreč to, da nimamo čisto nobenega občutka za čas, a veš. In meni se zdi, da so zdaj že vsi nervozni, ki naj čakajo. Verjetno bi mogli biti tja, ker so, no mislim, da so že... Zresni se. Pozdravljeni, dragi prijatelji. Leto je naokrog in Sveti Miklavž naju je znova poslal, da vas prideva lepo pozdraviti, se vam zahvaliti in vas pohvaliti in vam tudi kaj lepega in spodbudnega povedati. Pohvaliti zato, ker je slišal, da ste tudi v tem letu mnogi v delavnicah zelo zavzeto sodelovali. Da ste veliko, da ne rečeva, ogromno naredili in da ste se tudi veliko pogovarjali. Tako mimogrede poveva, da zaradi vsega korenčka in buč, ki ste jih v tem letu olupili in narezali, je Miklavževa Zarja, ko takole zvečer peče piškote, veliko bolj oranžna kot vsa leta doslej. In angeli pri tem neznansko uživamo. Ja. Miklavž nama je pa z velikim veseljem pripovedoval, da že nekaj časa ob dopoldanski kavi govorite o nikomer drugem kot o svetem Vincenciju Pavelskem. Ja, lepa in resnična zgodba o duhovniku, ki je rad gradil dom za prav vse, še posebej za tiste najbolj uboge. Sej res. A bi nama kdo kaj povedal o njem? A ste si morda kaj zapomnili? Morda kdo ve, kdaj je Vincencij živel? V Franciji. Ja? Kdaj? Ja, to pa ne ve. A kdo ve? 13. stoletja. Zakaj so pa angeli bili rusek pa črn? Ja, tako se zdi. Vincencij je živel pred 400 leti v Franciji in čeprav je od tega že 400 let, zaradi njegove velike ljubezni do vseh pomoči potrebnih, do vseh ubogih, do vseh ljudi v stiski, še danes o njem veliko vemo. No, morda kdo od vas še ni slišal za njega, pa sva se odločila, da vam danes malo predstaviva njegovo življenjsko zgodbo. Res, in o njemu bi lahko govorila do jutri, če bi želela, ampak to bi bilo preveč. Res bi bilo preveč, zato bova danes samo o nekaj odsekih iz njegovega življenja, ki bodo pa veliko povedali o njegovi ljubezni do vseh pomoči potrebnih. No, pa začniva. Se pravičujem, bom takoj, samo da najdem knjigo. Primaš, prosim. Hvala. Še jedan bo. Primaš, prosim. Samo sekundo. Tale nahrbtnik je pa zelo razmetan, nič kaj primeren za angela, kakor še si ti. Ne, sej vse takoj najdem, samo, evo, jo že imam. Najdeš, že najdeš. Hvala. Ampak ti povem, dostojno pa ni. Dostojno? Dostojno, ja, mar nisva hotela ravno o tem danes govoriti. Ko že vidite, da bo moral najprej začeti učiti sebe. No, se opravičujem, ampak kaj pomeni dostojno? Dostojno? Dostojno pomeni, Da najdeš knjigo pol peti. da z nečim oziroma nekom lepo, spoštljivo, z ljubeznijo ravnaš. No, sej to vem, to je Vincencij počel, ampak nahrbtnika mi verjetno ni treba imeti rad. Začne se tako, da imaš rad sebe in stvari, ki so ti dane, ki so ti zaupane, da z vsem lepo, spoštljivo, z ljubeznijo ravnaš, da se lepo urediš, da se lepo oblečeš, da imaš tudi zelo lepo pospravljene stvari, tako ohranjaš svoje dostojanstvo, sicer pa svoje dostojanstvo zapravljaš. No, ja, sej, to sem pa zgrešil, jaz sem začel s tem, da je Vincencij rad imel druge in pomagal ubogim in drevnim. Vincencij je res zelo rad imel uboge in je skrbel zanje. Znal pa je videti uboge tudi v ljudeh, ki so zapravljali svoje dostojanstvo. Veš kaj, najbolje, da si kar pogledava odsek iz njegovega življenja. Nazaj. Nazaj. Dajmo, ajde, premakni se. Dajmo. Premakni se. Dajmo, veš. Zapoj. Premakni se, pa grem mir. Ti pa neki joka. Ajde, všet se. Dol, vsi dol. Kaj jokaš? Metka, no.
Nehaj se že cvizdrit. Pa kaj jočeš, no? Nehaj že! Svet te je pozabil, noben te ne sliši. Bog te je pozabil. Zadnji nič na svetu si. Razumeš? A kdo ne Nima sluši? smisla. Nič na svetu. Nič na svetu. Joj, kako smrdi Pavlina. Pa kako so umazani, Bog pomagal. Joj, Ludovika, strah me je. Zadnjič mi je eden od jednikov pljunil v obraz. Pa še drugi je hrano kar pred mano vrgal na tla. Veš kaj, Pavlina, tole samo odloživa in greva hitro stran od tu, prav? Bog daj, gospodje. Bog daj, gospodje. A vi mene hecate? Tuj! Mi, gospodje, Bog daj! A to nekaj zafrkavate ali kaj? Zdravi, Peter. Zdravje! Zdravje, a zdaj pa še zdravje. Kakšno zdravje? Poglej si to zdravje. Gnile noge vsi. Od česa pa imaš to? Česa, česa? Kje pa misliš, da človek stakne? Kaj je to? Kaj takega? V stanovanju. Palači, že ne. Tu pa. Poglej si, same stenice. Ušine, snaga. Joj, tole te zagotovo zelo boli. Veš kaj? Pavlina, imate mogoče s sabo kaj povojev? Imava. Daj poglej, kako vam je ime? Cirila. Cirila, poslušaj, pri vratarju lahko vprašamo za nekaj vode. Res, ne skrbi. Poglej, tole rano, da vsaj umijemo in previjemo. A daj no, z veseljem to naredimo. Pavlina, ti boš z veseljem to naredila, kaj ne? Če že želite. Da se ne bo vnelo, pridi, kar Če se že že želite, usedi. samo pol. Res, Da vas nisem opozorila, res ni lepo na pogled in zelo smrdi. Je že v redu, Cirila, si nas opozorila, ne skrbi. Tudi če bo malo skrbelo. Smrdelo, no? vam bojo pomagali, Ja. gospa. No, midva Ludovika pa lahko ta čas razdeliva nekaj juha, ne? Da bomo vsaj kaj pojedli. Ja, gospod. Tako, na. Bojo vsaj pomagali, previlo rano. Evo. To. Takole, Peter, nekaj toplega zate, da se boš od prehlada pozdravil. Metka, izvoli zate malo juhice, da se malo potolažiš. Saj bo bolje. Pa še za našo Cirilo. Evo, izvoli, da se bo rana hitreje zacelila. Tako. Ajde, konc zabave, pejmo. Vi domov, vi pa na tlako. Daj, premakni se že. Ajde, gremo. Saj tam smereš. No, ajde, gremo. Premakni se. Videnje. Se vidimo jutri, prav? Ajde domov. Si še jutri kaj povemo. Tako, Premakni se, gremo. s Bogom. Vidiš modela. Joj, gospod Vincenci, še dobro, da ste prišli. S Pavlino ste bili čisto obupani, grozen. Sem videl, Ja. ja. Jetniki preklinjajo nas, preklinjajo Boga, pljuvajo nam v obraz. Razumem, sestre, gledajte, to delo je zelo težko, ampak jetniki so ljudje in prav tako kot mi imajo dostojanstvo, prav tako kot vsak izmed nas. In mi z našim obnašanjem jim moramo pokazati, da jih ima Bog rad, tako kot vse svoje otroke. Veste, oni trpijo zaradi svojih grehov in je že prav, da jim nosimo hrano, da poskrbimo za njihove rane, ampak nihče se zanje ne zmeni, z njimi se nihče ne pogovarja, zato ne more spremeniti svojih src. Oni potrebujejo vas, vaš pogovor, vašo ljubezen, zato se jih ne bojte. Razumem, gospod Vincenci, ampak res težko je. Ja, Ja, Ludovika, veš, tudi meni je težko. Ampak si videla Cirilo, kako je bila vesela, ko se mi previla rana. Še jaz se počutim bolje sama o sebi. Ah, tako. saj bova že. Tako, kar pogumno, sestre.
Bog vama je dal obilo darov, zato da jih delite z drugimi. Hvala. Tako, Hvala, ja. gospod Ja. Vincenci. A ja, joj, še nekaj sem se spomnil. Veste, hodil sem po mestu in opazil sem še eno področje, kjer bi bila potrebna vaša usmiljena roka. To so mestne bolnišnice. Bolnišnice? Ja, bolnišnice, ja. Potreba, da bi poskrbeli za vse uboge, je verjetno res velika, ampak Oj. ne vem, če nas je dovolj za vse, da bi za vse poskrbeli. Veste, tudi to sem že pomislil in poznam nekaj bogatih gospa, ki so vam pripravljene pomagati. Bogate gospe. Tako je. Pa se vam one zdijo primerne za to delo? Ah, seveda, poglejte, tudi njim je Bog ustvaril roke, zato da pomagajo drugim in v resnici, veste, tudi one imajo dostojanstvo, prav tako kot jetniki, tako kot mi. Samo da sedaj ne vejo, da ga zapravljajo. Sedaj morajo biti samo lepe, bogate gospe, ki na bogatih plesih razkazujejo svojo lepoto, se nasmihajo in se morajo delati lepe in zanimive. Ma kaj jih ni škoda? Lahko bi pomagale ubogim in prinašale upanje trpečim. Imate prav, Vincenci, uboge so zato, ker vse prazne in so brez pravega smisla. Točno tako. Pa že, nikdar si ne bi mislila, da nam bodo pomagale bogate gospe, ampak očitno v redu, zakaj pa ne? Naj tudi one pomagajo ubogim in čuvajo svoje dostojanstvo. Tako, ja. Veste kaj, rekle so, da bi se že danes srečale z nami, zato najbolje, da jih grem kar iskat. Dobro, velja. V redu, se vidimo, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje, gospod Vincenci. Kako je Vincenci znal poskrbeti za vsakega človeka? Od najbolj ubogih trpinov v ječah in bolnišnicah, do sester, ki so požrtvovalno skrbele zanje, pa so pri svojem težkem delu rabile oporo in podporo, pa vse do bogatih gospa, ki so po svojih sobanah živela razkošno, vendar zelo prazno življenje. In so potrebovale globli smisel. Res, in kako dobro mu je šlo v tem širiti to, da želimo širiti ljubezen in skrbeti drug za drugega, to je tisto, kar nam tako pismo. A ni šlo vedno gladko. Vincenci je v svoji zavzetosti v marsičem presegal miselnost takratnega časa in je zato naletel na odpor tudi pri ljudeh, ki so sicer bili pripravljeni pomagati. Ja, in kaj naredil potem? Ljubezen je neskončno iznajdljiva. Poglejmo. Dobro. Evo, to je zdaj. Ljubezen je paradajz. Je paradajz. Kako O, poglejte, kaj sem našel. Detece. Poglejte. Ja, ubogi, revež mali. Starši so te pustili kar pred vrati, ker niso mogli poskrbeti zate. Pa so upali, da te bo kdo našel. Ja, ne joči. Kaj te zebe? Takole. Bolje? Ja. Poglejte ga. Je ni čudovit. Čudovit? Ta otrok, zanemarjen, umazan, grd. Pa saj ne mislimo za njega skrbeti. Nesimo ga raje v jasljo, tam, kjer spada. Jasli? Si že bila kdaj tam? Ne, vem pa, da poskrbijo za takšne, kot je on. No, potem pa ti jaz povem, kako je v jaslih. V jaslih je grozno. Tam taki otročički umrejo. Veš, koliko jih je? In dojil je premalo, da bi zanj poskrbele. Zato, da se jim ne zmeša, takim malim otročičkom dajo drogo, da se umirijo. Si to lahko predstavljate? Nenehen jok. In še nekaj vam povem. Nikdar jih niče ne pocrta. Takih malih otročičkov. To je preveč. In veste kaj? On je čudovit. In Bog nam ga je poslal zato, da zanj poskrbimo. Kdo? Mi? Ja. Jaz že ne bom skrbela za tega umazanega otroka. Zdaj bomo skrbeli za njega, potem pa bo še kradel, pa ne pridi prav. Saj nisem prišla med sestre, da bom opravljala to delo. Pavlina, nehaj. Verjamem, da Vincenci govori premišljeno.
Moraš ga poslušati, kaj ti govori. Ne, tega ne morem. Pavlina, poslušaj. Probaj pogledati na to drugače. Ta otrok je božji dar, tako kot jaz, kot ti. In Boga ima rad. In zato ni nič sam kriv, da se je rodil. Ni sam kriv. In ni res, kar praviš. Če bomo zanj dobro poskrbeli, če ga bomo čuvali, ga učili, bo zrastel v velikega in dobrega fanta. Ne, Vincenci, ne morem se strinjati. Pavlina, ne poskrbeti za takega otroka, kot da bi ga ti sama umorila. Šel mi je, Vincenci, vendar če boste skrbeli za tega otroka, bom jaz odstopila. Veš kaj, Pavlina, kakor želiš, nihče te v nič ne sili. Boli me, ampak upam, da boš premislila. Saj ne morem verjeti, odšla je. Vincenci, jaz pa želim razmišljati tako kot ti. Tako kot vsak otrok je tudi ta čudovit in si zasluži, da zanj poskrbimo. Ja, Vincenci, tudi jaz želim pomagati temu otroku. Joj, kako trdo srce je imela sestra, ki ni hotela pomagati ubogemu dojenčku. Res je težko razumljivo in zelo žalostno. V njem ni mogla videti ničesar lepega. Veš, v tistem času so nezakonski otroci veljali za posebej nezaželjene. Zato, ker so jih imeli za otroke greha. Nihče jih ni maral, vsa družba jih je zavračala. Vincenci pa je imel drugačno srce. On se je vsakega otroka iz srca razveselil, ker je verjel, da ima Bog tudi za vsakega od njih zelo lepe načrte. Torej, kljub izgubi iz tega zraslo nekaj novega. Res je. Veliko sester in bogatih gospa, ki so sledile svetemu Vincenciju, je končno dojelo, da je treba poskrbeti tudi za te otroke in so začele pod Vincencijevim vodstvom zanje zelo lepo skrbeti in so jih veliko rešile. Joj, Vincenci in njegovi sodelavci so imeli vedno več dela in območje, ki je potrebovalo pomoči, bilo vedno bolj široko. Ogromno dela so imeli in ni šlo brez težav. Vincenci pa je vedno iskal rešitve. On je imel ogromno idej, kako pomagati. Ljubezen pa mu je dajala moč in vztrajnost, da je iskal rešitve za uboge tudi v najbolj nemogočih razmerah. Res, v njemu je bilo čutiti božje ljubezni na zemlji. Res je. A se spomniš? Kaj sva že rekla, kje se začne ljubezen? Ja, pri nahrbi. Aha. Začne se tako, da imamo radi sebe, da lepo poskrbimo zase, za svoje življenje, za svoje zdravje, za vse, kar nam je dano, ker tako ohranjamo svoje dostojanstvo. In ko poskrbimo zase, lahko vidimo tudi nekoga drugega, ki zapravlja svoje dostojanstvo in njemu pomagamo. Točno tako. Kaj pa, ko postane težko? Je ljubezen neskončno iznajdljiva. Res je. Vincenci je vedno rekel, ljubezen je neskončno iznajdljiva. Kako že? Ljubezen je neskončno iznajdljiva.